Bil je oče sodobnega gasilstva in slovenskih gasilcev, so med drugim poudarjali govorniki na prireditvi o prvi obletnici smrti dolgoletnega poveljnika slovenskih gasilcev, ki jo je pripravila občina Hodoš v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in pomurskimi gasilci. In ves čas vsestransko aktiven. Gasilsko od leta 1950 v domačem gasilskem društvu na Hodošu, predsednik Gasilske zveze Slovenije pa je bil od 1989 do 2007. Kljub številnim obveznostmi je ves čas budno spremljal razvoj naše vasi, pozneje naše občine in s svojimi nasveti poskušal pomagati k napredku in razvoju občine Hodoš. Pred pogrebom so nas obiskali predstavniki Gasilske zveze Slovenije in pomurske gasilske regije, da se dogovorimo za protokol. Pokazal sem jima spominski plošči padlim občanom prve in druge svetovne vojne ter pionirju pomurskih gasilcev Vilku Framu. Ravno Ernest je bil pobudnik za njeno postavitev in bil tudi slavnostni govornik ob tej odkritju. Takrat sem že imel v misli tudi prostor, kjer bo stala spominska plošča velikemu Ernestu Euriju. Letos pomladi smo ustanovili odbor za postavitev spominske plošče v sestavi Milan Antolin, Dušan Utroša, Franc Gomboc, Štefan Borbarič, moja malenkost in še drugi. Dogovorili smo se, da bo osrednja spominska plošča tukaj, v njegovi vasici, je tudi točiva. Veseli me, da so našo pobudo finančno podprli tudi na Gasilski zvezi Slovenije. Še posebej me veseli, da lahko danes ob odkritju spominske plošče predstavimo tudi zbornik o življenju in delu Ernesta Eurija. Zadovoljen sem, da so se moje želje uresničile in lahko danes slavnostno odkrijemo spominsko ploščo. Med spomine, ki so trajni, smo s tem dejanjem dodali spomin na Ernesta Eurija. Euri je vse življenje spremljal občino in ji pomagal z nasveti. Leta 2004 je dobil zlato plaketo občine Hodoš, leta 2008 pa naziv častni občan. Danes, ko gledamo nazaj in čas neusmiljeno teče naprej, vidimo, kako globoke sledi nam je zapustil človek časti in gasilski vizionar na njegovi življenjski in gasilski poti. Zato je danes dan, ko se mu lahko pomurski, slovenski in prijatelji gasilci iz tujine ob odkritju spominske plošče ponovno le globoko priklonimo. Tovariš Ernest Euri je neizmeren pečat pustil prav v gasilski organizaciji, v katero se je vključil že leta 1950 na Hodošu in jo kasneje uspešno nadaljeval v Murski Soboti. Že od leta 1968 pa je bil prisoten tudi v organih Gasilske zveze Slovenije. Krmilo slovenskih gasilcev je prevzel 1989, v času mnogih družbenih sprememb doma in v tujini. Zlasti v času po osamosvojitvi je skupaj s sodelavci postavljal temelje današnjega modernega gasilstva. Danes ni dilem, da so gasilci ključni steber sistema zaščite, reševanja in pomoči. In zato tudi danes ni dilem, kdo so resnični junaki današnjega časa, katerim državljani najbolj zaupajo. Vse to je tudi njegova zasluga. Dobil je številna domača in tuja priznanja in odlikovanja, tudi zlati red za zasluge predsednika države, priznanje za življenjsko delo z področja zaščite in reševanja, kipec civilne zaščite in priznanje Matevža Haceta, najvišje priznanje v gasilski organizaciji. Vsi, ki smo imeli možnost sodelovati in delati s tem izjemnim možem časti, vemo, da je bil vedno neumoren, naprednih idej in predan gasilstvu do zadnjega diha. Hrbtenica mu je do konca služila za pokončno držo, strokovne argumente in širjenje vrednot, ne pa za priklanjanje, kar marsikdo počne danes. Zato, dragi prijatelji, vedite, da bomo vaše in naše skupne vrednote pomurski in slovenski gasilci živeli še naprej. Udeležence je pozdravila tudi obrambna ministrica Andreja Katič in spomnila, da je slovensko prostovoljno gasilstvo za državo organizacija posebnega pomena, na katero smo vsi neizmerno ponosni. Organizacijo, ki ima zelo dolgo tradicijo na Slovenskem, ki se je iz začetka požarnih bramb razvila v sodobno, visoko usposobljeno in najmnožičnejšo organizacijo v Republiki Sloveniji.
organizacijo, ki temelji na prav posebnih vrednotah, na tovarištvu, solidarnosti, pomoči vsem tistim, ki so pomoči potrebni v najtežjih trenutkih. In le želeli bi si, da vse te vrednote, ki jih živite vi, spoštovane gasilke in gasilci, vladajo tudi na vseh ostalih delih našega življenja. In Ernest Eury je bil prostovoljni gasilec. Bil je dolgoletni gasilski funkcionar. Bil je predsednik in častni predsednik Gasilske zveze Slovenije. In pustil je neizbrisen pečat razvoja gasilstva, takšnega, kot ga imamo danes, na katerega so vsi državljanke in državljani prav posebej ponosni, ki uživa največje zaupanje med državljankami in državljani, na katerega smo ponosni vsi, ki delamo tako ali drugače v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in katerega nam zavidajo tudi v tujini. In verjamem, da se boste pri svojih dejanjih, pri svojih odločitvah velikokrat spominjali tega velikega človeka in ravnali po njegovem zgledu. Zaradi njega in zaradi vas je gasilstvo osreden steber varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zaradi vas je prostovoljno gasilstvo organizacija, na katero se lahko državljanke in državljani Republike Slovenije vedno zanesemo. Ernest Eury je dobil spominsko ploščo na steni, kjer sta že plošči v spomin padlim občanom v prvi in drugi svetovni vojni ter pionirju pomurskih gasilcev Vilku Framu. V drugem delu slovesnosti pa so predstavili knjigo Spomini na življenje in delo Ernesta Euryja. V uvodni besedi je predsednik slovenskih gasilcev Jošt Jakša zapisal, da naj bo knjižica simbolna zahvala za vse, kar je Eury podaril z nesebičnim in požrtvovalnim delom. Ob zapisih gasilcev so v knjigi zapisi o poročanju medijev, slovesu pred letom dni, spominski prispevki gasilk in gasilcev ter prispevki iz prijateljskih gasilskih organizacij iz drugih držav. Če povzamem, in tudi naslov tako govori, gre za spomine in za življenje. Jaz bi rekel temu za ljudi in od ljudi. In v enem od prispevkov je zapisano, da je bil Ernest Eury človek, ki je pravzaprav bil človek ljudstva, ljudski človek, in to drži. Pravzaprav je iz za ljudi je že samim poslanstvom, ki ga je sprejel kot mlad gasilec, živel in ustvarjal in delal je tudi od ljudi. Ta informacija je v današnjem času zelo pomembna in mislim, da mu tu lahko sledimo in da bomo tu imeli veliko nalogo, da pravzaprav vzpostavimo te naše medsebojne odnose na ta raven, kot smo se nekako tudi zadali. Vsekakor pa knjižno delo ni samo poklon spominu na gasilskega voditelja in tovariša Ernesta Euryja, temveč visok moralni in etični izraz gasilskih vrednot njegove generacije. Zato verjamem, da bo zbornik postal kot dokument neke dobe in mnogim navdih kot učna ura iz slovenske zgodovine gasilstva. Slovesnosti so se v pomurskih in slovenskih gasilcih udeležili tudi njihovi tovariši iz Avstrije in Madžarske. Zlasti slednji so poudarjali, da je Eury veliko prispeval tudi k sodelovanju med državama na tem področju in bil tudi zanje zgleden učitelj.